Hotel sem prej vprašati, ne, ker govorili smo vojska pa medicina. Glavna panoga, kjer se danes uporablja VR sistem, so še vedno igre, seveda, ne? Definitivno. Kako pa mislite, da se bojo v prihodnosti VR uporabljali recimo v izobraževalnem sektorju za namene, ne vem, kakor sem že prej rekel, medicina, ampak tudi čist, če želiš recimo delati homeschooling ali kaj takega. Vedno več. Ja. Definitivno vedno več. Že zdaj se uveljavljajo nekatere stvari, ampak ni še toliko razširjeno, ne? Ampak se bojo pa definitivno začele vedno več uporabljati. Pač prišlo bo že do tega, po moje, ampak to že zelo v prihodnosti, da bomo pač vsi imeli VR doma in bomo vsi pač delali kakšno izobraževanje prek VR-a. Bo prišlo do tega, skoraj ziher, no. Ja, zdi se mi, da je pač zelo dobro, lahko apliciraš marsikakšno simulirano izkušnjo preko VR-ja že danes. Sploh dejansko šola bi lahko potekala preko VR-ja že skoraj. Marko, kaj ne veš, da najbolj popularna igrica na Japonskem je, ko si sensei in imaš tamle učenko, ko je učiš. Predstavljaj si pouk, kjer nimaš samo blackboarda, ampak lahko simuliraš karkoli. Okay, dude. Učiš kaj? To me spomne na unda, kaj že res VR Kanojo game. Se to. A je to? Ne, pa ne, če si jih teacher, ampak reč ne govorimo o tem gameu. Mislim, zelo odvisno je tudi, kakšen je pristop mogoče vlade oziroma tega izobraževalnega sektorja ministrstva do novih tehnologij v tradicionalnem schoolingu. Digitalizacija javne uprave. Mislim, da 95, a ne? Ne, literally Slovenija se ima pač za napredno, ker smo pač atečeni na ta zahodni svet, ampak v določeni meri pa so vidijo nek potencial ali pa ga ne vidijo, pravzaprav glih to je tisto, ne vidijo potenciala v dodatku tehnologije, ker čutijo, da bo ta tehnologija obsedla, zasvojila nove učence in ne bojo... Ne, to je Kitajska. To ne vem še. Pa se že z običnimi računalniki imajo problem. Kot uslužbenec v sodnem sistemu ti lahko povem, da te zadeve zelo počasi napredujejo.